Beletrina v živo. Kaj, Marko, začneva? Začneva? 3-4 zdaj. 3-4 zdaj. Poštovane in cenjeni, okoliščine, sila nenavadne, sem pa neskončno vesel, da sem lahko med prvimi prebral romaneskni prvenec človeka, za katerega smo se že leta spraševali, zakaj ga ni še napisal. Marko Radmilović. Miha, živijo. Živijo. Hecno mi je ta romaneskni prvenec, veš, ker pol vsi pričakujejo, ne, da napišeš roman. Ne. V bistvu, jaz sem profesionalen pisatelj že zadnjih 30 let, ne. Samo te forme se nisem lotil. Ne. In mi je malo hecno, ne, veš, ker prideš tako, da si star 19 let, pa prideš iz primerjalne književnosti in pol imaš romaneskni prvenec. Ne. Zdaj se mi zdi, da sem tako hudičevo pozen, no, da ne bo časa še za eno. Zakaj si tako pozen? Veš kaj, vse veš, ko v mediju delaš, imaš pred nekaterimi formami strahospoštovanja. Tudi če si dvakrat na televiziji v TV Dnevniku, ne bo šel režirati celo večerce, recimo. Ne. In jaz sem imel pred romanom, ne, ker sem pač kot mlad prebral 100 romanov in še kakšnega zraven, ne, sem imel vedno tremo. Ne. In šele pol, ko so postali ti romani oziroma moja bralska raven, ko se je spremenila, ne rekel znižana, ne, da sem tudi kdaj kako kriminalko prebral ali kaj takega, sem si rekel, pa sej, ne, mogoče bi pa jaz to tudi lahko. Ne. In pol, ko je v našo družino prišel Jo Nesbo, recimo, ne, mojster Jo Nesbo, sem prebral, mislim, da 2 njegovi deli, in sem si tak čist pri sebi smislil, pa mogoče pa bi jaz to tudi zmogel. Ne. Sicer bi manj ljudi umoril, ne, ker na tej Norveški je ti vprašanje, če še kdo živ, to, ki jih je pomoril. Ne. On pa Breivik pa je konc s temi Norvežani. Ne. Tako da imel sem pogoj, da ne bo tako krvavo zlo, ne, in pol sem se nekako lotil. No. Marko, veš, kaj mi je nenavadno? Ti si spet Nesboja omenil. Ne. Nazadnje sem tole, kar počnem s tabo, delal z Golobom, in on tako brez kančka sramu in vsega skupaj prizna, jaz sem uporabil to formo Nesboja, priredil vse skupaj za slovenske razmere, ampak jaz, ko sem prebral tega Kolesarja, to ni to, ne? Ne. Meni je bil samo inspiracija, meni je bil opravičilo, da je lahko kriminalka tudi na nek način vredna resnega in odraslega človeka, recimo. Samo to, ne, mi je bil, ne, ker veš, pred to modo kriminalkne je to bila, kako se temu reče, plaža, ne, ali kako že rečemo, to zavrstni, manj vredna literatura. Pogrošna literatura, to je pravi, ne. In mislim, da so ti Skandinavci, prej sem pa prebral Stiga Larssona, z velikim veseljem moram reči, ne, že pred leti, in mislim, da so ti Skandinavci dali neko verodostojnost to zadevnemu pisanju, ne, ki je zdaj tudi resni literarni kritiki in resne literarne debate ne morejo več ignorirati, tako kot so jo lahko ignorirali recimo v času Agathe Christie. Tako si jaz predstavljam. Ne. Da ne ima zdaj šla preveč v primerjalno književnost, ker sem boss tu, veš. Če te prav razumem, ne, skratka, kot dolgoletni literarni delavec, ne, pisal vsaj še 8-krat toliko strani, pa že tukaj jih je 423, če se ne motim. Res je. Vseh del skupaj si imel skratka blazno tremo pred literarnim žanrom tazga obsega in seveda pred vsemi referencami, ki si jih v življenju prebral, romanesknimi, ne, in potem si te odločil za kriminalko, ker se ti je zdela najlažja, pa v resnici ni, ne. Ne, veš kaj ti hec je v tem, moj zelo dober prijatelj, mislim, da si ga ti tudi poznal, Marko Zorko, ne, je živel od tega, kar mi tudi delamo, kolumnist, ne. In on mislim, da je napisal 2 romana, ki sta bila, vsi fani smo jo noro čakali, da bo to prišlo ven, ne, ker je bil Mojster nad mojstri, in sta bila sprejeta zadržano, ne, s tako, veš, s tistim zadržanim nelagodjem, ne. In tudi sam mi je pol enkrat priznal, je rekel, ni v redu, mi kolumnisti imamo težavo z kontinuiteto, ne, zdržati koncentracijo, ne, a veš, moj svet, pa tudi ti, ko pišeš, ne, nam se konča na 2 straneh, konc, ne, naslednjič, ko začne se usedem pred pisalni stroj oziroma pred računalnik, začnem na novo, ne, na točki nič.
In meni se je pri romanu, zdaj sem odkašljal, meni se je pri romanu to ves čas dogajalo, ne? Ker sem bral za sabo, ne? Ker sem pa kar dosleden pri teh zadevah. Ne? Ko sem bral za sabo, sem videl, da ne držim kontinuitete, ne stila, ne vsebine, ne ritma, recimo, ne vem, si dam slušalke, ne, in pol si dam gor blues, ne, in je malo bolj poskočen blues in stavki kar letijo, naslednjič je bossa nova, ne, in so stavki wing, ne, in sem se srečeval s tem, s čimer se mi kolumnisti srečujemo, ne, z doslednostjo v stilu in v formi in v vsebini. In zato se mi je zdel roman tako hudičevo težka forma, zato ker je to kolumna na 430 straneh. Ne? Ok, ampak jaz recimo, ne Marko, da teorit lezem, zato ker se poznam, ampak tole je dejansko zletelo. In jaz sem rekel, pa pismo v fabuli, v zgodbi, v ničemer ni ene same napake, tako genijalen tempo, stvar leti in res sem jo prebral na dušek in kar se mene tiče osebno, to nova knjižna uspešnica. Kar se referenc tiče, si me pa totalno zmedel. Ne? Jaz bi tako rekel, ok, slišal sem noter tega Pasilino. Ja, gost obešenih. Pa Marka Zorka, pa jasno pa Fulra Miloviča. Ja. Se mi zdi, da ti je odlično uspel tvoj slog besedičenja inkorporirati v tole knjigo in da bi se jo dal super tudi na glas brati. Ja, veš kaj, vse veš. S tolikimi leti si nek stil prisvojiš, ti postane lasen, se v njem udobno počutiš, ne? Če govorimo o besedičenju. Ne? Z njim znaš, je inštrument, tako motika, ne? Se z njim znaš izražati. Ne? In jaz sem pač to, s čimer se izražam, čemerkoli, kar že pišem, sem samo vzel sem. Ne? Pri fabuli sem imel seveda to zelo, zelo veliko pomoč, v tem, da je dobršen del romana resničen, ne? Da sem delal s fakti. Ne? Drugo, česar sem se pa držal, ampak to je en čist tak nasvet, ki mislim, da je spet pogrošen. Ne? Nekje sem v eni delavnici enkrat to slišal ali v nekem intervjuju z enim, piši o stvarih, ki jih poznaš. Ne? Mislim, da ni stavka, ni misli, ni pokrajine, ni opisa, ni človeka v tem romanu, ki ga ne bi na izkustveni ravni doživel. Od vsake smreke, vsake ceste, vsakega kamna, vsakega človeka. Ne? Točno tako, ja. Zelo žmohtno se bere vsi karakteri, greva k rdeči niti. Ne? Rdeča nit, to bom rekel zgodovinsko, ko je roman naslonjen na arhive Kina Svečina. Ne? Ja. Moramo paziti, da ne bo spoiler alert, ne? Tako zagonetno, Marko, moraš o tem govoriti. Ne? Jaz sem naredil bom zagoneten. Ja. Naredil sem 110 dokumentarnih filmov. Ne? Mi smo imeli fabriko tu eventi, ni bil hec. Ne? Pluvali smo dokumentarne filme, smo samo tam pluvali ko tam pol izdelke. Ne? In ena izmed teh zgodb je bila kompletno najina, v celoti najina. Druga smo imela, vse veš, kaj gre pri dokumentarnem filmu, vzameš enega strokovnjaka, vzameš enega researcherja, vzameš neko temo, ki je že obdelana in jo pač prirediš bolj kot ne za drugi mediji. In to je nama zelo dobro uspevalo. Razen ena zgodba je pa bila tista, ko je bil res research od nule do konca, do izdelka je bil najin. In na to sem jaz zelo ponosen. Ne? In gre zgodbo o Janezu Godcu, enem pozabljenem slovenskem partizanu, izdajalcu in internirancu, ki smo jo posnela za televizijo Slovenija z naslovom Kantata za Janeza Godca. Ne? In je zelo zanimiva zato, ker je res nastopa nekaj neverjetnih tipov. Ne? In jaz sem to mislil, veš, da bo to moj opus magnus, ne? Ali magnum. Ali magnus. Latinščina mi dan zjutraj ne gre. Nič bolje na tej strani. In je šel ta film
čist mimo, ne, noben se ni. Drugače so kdaj napisali kaj o teh mojih izdelkih najnih, ta pa šel čist mimo, ne. Jaz sem šel za nazaj preverjati te zgodovinske fakte, torej po svetu, iz tega filma tvojega nisem gledal. Ja. In se mi zdela vse skupaj tako fantastična, pa tako dosledno in natančno in koncizno napisana štorija, da sem rekel, nekaj pa če vse res, ne, in potem preverim pri svojih virih in ugotovim, wow, ne, briljantno, ta suspens faktov in fikcije. Ja, in pol sem to zgodbo, ki ni šla skozi, jaz sem rekel, zdaj jim bom pa dal in bom napisal filmski scenarij, ne. In sem začel pisati filmski scenarij, ki jih seveda ne znam, ne, oziroma pišem to levo stran, to, kar naj se vidi, pišem zelo na dolgo in široko, na neke opise. In potem sem videl, da seveda vsak režiser, ko bo to videl, me bo v glavo vrgel, ne, in tako sta nastala prvi 2 poglavji romana, ne, in potem je šlo to predal in itd. Marko, greva, blazno mi je všeč in priljubil se mi je glavni junak, ne. Ja, ker smo kolesarji, ne? Ja, pa ne, ker smo kolesarji. Ja, kolesarji. Ne, kolesu še pridem, ampak Krebs je naravnost fantastičen. Ne? Krebs je, da mi povej o Krebsu, a ima Krebs zdaj mi povej referente v različnem življenju, koliko je avtobiografskega, lahko povem, kdo je Krebs, ne? Ja, seveda, glavni junak, ne? A poznaš kakega Krebsa? A ga poznaš? Daj, med vsemi svojimi frendi, ne? Milijon Krebsov. Poznaš, ne? To je to, ne? Vsak od nas pozna, ali pa iz 3 frendov lahko sestaviš, ali pa iz dela sebe lahko sestaviš Krebsa, ne? Blazno lokalen je, taka semi-zavožena eksistenca moža srednjih let. Bomo 10 kilogrami preveč. Damo na 15, no? Dajmo na 15, ok. Ja. 10 bi jih imel jeseni, pomladi jih ima pa 15, ko se začne. Ne. Spet je nastal kot recimo skupek 3-4 ljudi, ki sem jih kdaj v življenju poznal, ki so se dogajale kakšne stvari. In seveda delček, vsi me sprašujejo, koliko je tebe tu notne, oziroma tisti, ki me dobro poznajo, tako vejo. Ne. Ampak se mi zdi, da veš, tista neka neodločnost in tendenca k melanholiji in zabušavanju. Ne? Veš, ko je zunaj dež in ko je nedelja, ne? In ko ne bi šel ven, pol greš v zabušavanje mod, to sem jaz, ne? Definitivno. Ne? Tudi v vsakem izmed nas je del Krebsa. Zato sem tako briljantno napisan lik. Ta pravzaprav brezciljna življenjska onanija. Kako si ga čudovito umestil kot takega benignega črpalca, izčrpovalca javnega sektorja? Ne? Ja. Veš, toliko časa smo že se gibljamo, tudi blizu so nam te pedagoške vode, ne? Ali smo preživeli to srednje šolanje in ostala šolanja, ne? Da lik enega profesorja, ne, je tudi precej znan, ne, ki bada fakt, ta človek dela tu, ne, niti ga ne zanima šola, niti ga ne zanima predmet, niti ga ne zanimam jaz, ne, kaj on tu počne. Ne. On je tisti profesor, ki reče na začetku šolskega leta, če boste dali vi meni mir, bom dal jaz vam mir. Ja, enkrat na leto reče, povejte še meni, zakaj se smejite, da se bomo vsi. Bravo. No, ampak kar je najbolj čudovito, ne, in odrešujoče, da to pravzaprav ni kriminalka, ampak je zame tudi roman upanja. Ne. Ta, bom rekel, šolsko povprečni Krebs doživi noro metamorfozo. Ne. Ja, to je bil en cilj, ne, in poskušal sem, no, vseeno, je nekaj teh, kako se reče, postmodernističnih elementov tu noter, ne. Ne bom se sicer primerjal z velikim magom Umbertom Ecom, ne, ampak sem vseeno poskušal neke te elemente, recimo, da razvoj, ne. In zelo mi je bilo všeč, da od začetka, da se začne na ta način, da dogodki vplivajo na Krebsa, ne, on na njih, ne. In da v nekem trenutku vzame življenje v svoje roke, ne. To, kar si ljudje, še posebej moški, ne, rečemo,
vsaka 2 meseca enkrat, ne, zdaj bom pa vzel življenje v svoje roke, ne, in ga vzame res na tej ravni, da mu to tudi uspe, ne, ker reče, vzel bom življenje v svoje roke, tako da bicikli gono mu je jasno, ne uspe, ne. Ko pa reče, vzel bom življenje v svoje roke na ta način, da bom rešil 2 umora in osvojil dekle svojih sanj, mu pa uspe. Ne, in spremenil geostrateško usodo sveta na koncu, ne? Razkril geostrateško usodo sveta. Ja. To, kar je pa najbolj fascinantno, da je to res. Ker ko sva samotom obiskala enega izmed likov, da nem spoilal, ki je dejansko živel in ki dejansko je tudi opisan v knjigi, je ta človek rekel, na Trgu Republike v Ljubljani bi moral imeti Janez Godec spomenik, enak spomeniku vaših revolucionarjev, ker so njegovi napori za končanje druge svetovne vojne bili vsaj takšni kot napori partizanske vojske. Ne? To je rekel človek. Hudo. Ne smem pa preveč spoilati. Ne, v originalu se piše Leker, v knjigi se pa piše drugače. Greva k Krebsu nazaj. Ne? Krebs z nečesa zelo poprečnega postane pravzaprav Indiana Jones na nek način. Ne? Kdo je igral v filmu? Woody Allen. Ne, Woody Allen ni ciničen. Krebs ni ciničen. Mogoče Woody Harrelson, on je fant. Tisti mi je všeč. Ja, mogoče zdaj v pravih letih spravil. Ja. Ne razmišljam, čeprav ne, moj prijatelj Jure Pervanje, slovenski režiser, ko je prebral enega izmed draftov, sem njemu zaupal knjige, je že začel govoriti, kdo bi koga igral in ali je boljši, da bi televizijo nasrali za nadaljevanko, ali bi to bil boljši celovečerc. Tako da, seveda, kot fan filmov in vsega tega, ves čas si vizualiziraš. Ne? Jaz ne vem, če je to prav, če je prava tehnika ali taktika pisanja, ampak jaz sem samo zapisoval tisto, kar sem gledal, kar sem videl. Ne? Tako da mogoče je ta, kako se rekel, žmohtnost tudi del tega, da v bistvu zapisuješ vizualizacijo. No? Ja, pa meni se zdi, da žmohtnost v tvojem kolesarju izvira tudi iz velike mere lokalnosti. Ne? Kar mi recimo všeč pri tem romanu je, da ni hotel preseči teh naših lokalnih okvirov, ampak da je ta nek globalni žanr pomočil do jajc noter. Ne? Tukaj imaš vse noter, imaš preteklo zgodovino, politični dualizem, te klasične slovenske eksistence in na koncu nek razvez in konc, ki pa ni naš, ne? Oziroma ni naš način, da bi ga znali sprejeti. Ne? Veš kaj, vse z našo lokalnostjo ni nič narobe, ne? Naša lokalnost je super, ne? Naša lokalnost je nova globalnost, bi se reklo. Ne? Ja. Predvsem sem pazil, ne? V teh delih, ker že tak je ta zgodba, ki je faktična, je neverjetna. Ne? In potem sem pazil, da v mojih literarnih intervencah, da je za božjo voljo to mogoče. No? Ne? In tam, ko je tisti vložek, da se preseli tip v blok, kjer je sam, ne? Se ti zdi, kaj nalagaš, ne? Kje je kak blok. Jaz dejansko poznam tipa, ki je se vselil v blok in 1 leto živel v bloku sam. Pa to ne, Krebsa sem dal zaradi še večje verjetnosti nekam malo ven. Tip je živel sred velikega mesta v bloku sam, ne? Ker so bila stanovanja predraga, ne vem kaj. In pol je pizdo, ker mora ogrevati stanovanje levo, desno, nad in pod sabo, ne? Še zraven, ki so bila prazna. Ne? Tako da hočem te reči, zelo sem pazil, da so zadeve verjetne. No? Čeprav sam konec pa je pa relativno neverjeten, oziroma mi Slovenci bi ga težko sprejeli. Jaz sem Krebsu na koncu zavidal njegovo metamorfozo. On je bil totalno beden tip, na koncu je imel pa svobodo.
Ja. najhujšo punco. Vse se dogaja to ljudem, po moje, ne? A se ne? Vse, ampak jim težko privoščimo. To pa je drugo. Ampak dajmo narediti srečen konec, ne? Ne, pa konec je bil čudovit, ampak hočem reči, da si tudi z njim na nek bizaren način naslovil to slovensko čustvovanje. Ne? Ja. Da si ravno je bil konc je v resnici hollywoodski. Ne? Čeprav je konc je hkrati hollywoodski, ampak izredno lokalen, ampak si lepo z njim naslovil tistega Slovenca v meni, ki je začel o tem premišljevati. Ne? Ja, seveda, vsak Slovenc še kako je urban, ne? Ja. Na eni točki pomisli, dajmo se preseliti nazaj na deželo, ne? To je pa bila Nuša. Dajmo se preseliti, a veš, v sanje, glej, vikendomanija, ne? 2 milijona Slovencev ima v lasti 7 milijonov nepremičnin, od tega 6 milijonov vikendov, ne? Vse to je to, ne? A veš, pravi Slovenec v nas in to se Krebsu zgodi, ne? Na koncu dajmo se preseliti na kmete, ne? Ivan Potrč na kmetih, ne? Socrealistični kanon slovenske literature, mislim, da je to, ne? In to se Krebsu zgodi, ne? Gre na kmete. Greva k kolesu. Veš, kaj sem zadnjič padel, nočeš vedeti. Hotel sem biti Miha Šalehar in sem se z zadnjim milimetrom krmila zadev v zadnji milimeter drevesa, ne? Kdaj? 3-4 dni nazaj. Kolo na servisu. Padel sem, ali kot se reče, po kolesarsko fuknu. Ja, in posledice? Levo koleno boleče, desen bok siv. Siv. Po koreninah sem se pelal, vse sem zelo slab downhiller, veš. Dobro, samo da nisi zdravstvenega sistema zdaj dodatno obremenil. Ne, sem pa pomislil, da je zelo neodgovorno bilo to. Mar bi šel po asfaltu. Kolo, zakaj Krebs kolesar? Metafora, česa je kolo? Ni metafora, smo kolesarji, točno veš, vsak zdravnik ti bo rekel, v teh in teh letih je najbolj zdrava rekreacija kolo. Ne moreš teči, ker imaš obremenjene sklepe, ne moreš plavati, ker ni nobene vode v bazenih, pa so mikroorganizmi, ne bo šel, ne vem, skakati z jadralnimi padali. Kolo je ta stvar, ki ti jo vsak normalen rekreacijski guru priporoča. Ne? In to se, razen tega, pa je seveda tak, ne? Kolesa so postala v zadnjih desetletju, mogoče ti bolj to spremljaš, neverjetno seksi. Ne? Kolo je estetski, ni več bicikl, ne? Kolo je estetski izdelek, kolesa so prekrasna, ne? Gorsko kolo, pa ne vem, pa ti eksotični materiali, ki so jih uporabljali v Formule 1 in v vesoljski tehnologiji in tudi tehnični izdelki so fantastični. Moje gorsko kolo zavira kot moje motorno kolo, mislim, to so neverjetne zadeve in padeš not, ne, in pol bereš forume in te hlače in ti, a je SPD ali je luk sistem, mislim, vesolje je, ne, neverjetno, kak jim je uspelo iz nenormalno preprostega izuma narediti ne samo industrije, ampak celotno vesolje okoli tega in sploh religija. Nekateri so nehali golf igrati in so se začeli bicikli prevažati. Ja, ne? In tu smo samo in pol ugotoviš, da če si gorski kolesar, si seveda vozek, ne moraš imeti specialko in biti Primož Roglič. Ne? Pol še pa je sporedno vesolje se odpre, ne? Ko priješ do specialk. Ne? Tako da, kolo se mi zdi nora zadeva, ne? Ampak v Krebsovem svetu je kolo, čeprav razumem, neka prva namera, da želi preseči mizerijo svoje eksistence. Skratka, ta prva volja, ki se pojavi, preden se mu ponudi nova priložnost. Ja, seveda. Kar pa je seveda pol hecno, če sem pri tem, če pogledaš na Bauhu, ne? Ja. Največ izdelkov je v skupini kolesarjenja. Ne? Ja. Ker ljudje
kot Krebs rečejo, začel bom kolesarec, spremenil bom svoje telo in svoje bistvo in svojo dušo in kolesar bom, ko bo deževalo in ker imam gorsko kolo, lahko kolesarim po poteh in makadamu. In nihče ne kolesari, kar je dokazano. In nihče ne kolesari po 2 letih gre to na bolho. Ne? In če hočeš kupiti vrhunsko kolo, kupiš rabljenega 3 leta, ki je novo. Ne? In to je v bistvu, če tudi na nek način lahko metafora za to Krebsovo odlašanje. Moj prvotni načrt je bil, da nikoli ne sede na kolo. Ne? Ampak je sedel na kolo? Je sedel na kolo. To je pa intervencija moje žene bila, ki je rekla, naj se pele, ker najeda s tem, ne, dolgočasnije. Ne? In je sedel, ampak poznaš občutek, ko naenkrat na zadnjem zobniku ni več šajbe. Ne? Poznam. Ja, to se mu je zgodilo. Ne? Šajba premala. Ampak zamerim ti pa zadnji stavek v knjigi. To ne bo spoiler, ker pač ničesar ne poveva, ampak knjiga se konča s stavkom, ki mi je prizadel. Ne potrebujem ga več. Ja. Sej, to je pa tisto, zakaj ga je kupil, ne? Ja. Ne, njegov, ne, lahko si sicer razložiš na bolj enostavni ravni, da je voziti traktor isti fitness kot voziti kolo, recimo, ne. Lahko pa si razložiš bolj zapleteno v bistvu, da pač so se vzroki in razlogi njegove ukvarjanja s kolesom materializirali v interakciji z nasprotnim spolom. Ne? Ja. Vprašanje, ali je ceneje vzdrževati. Ja, s predajo kolesa naslednjemu obupancu, ki je mnenja, da si bo z njim popravil eksistenco, se je odrekel večni onaniji. A si ti, Marko, že razmišljal, a si dal to knjigo že v kontekst tega koronavirusa? Ne? Veš, na kak bizaren način? No, daj. Ta najin pogovor naj bi se odvijal v enem trendi ljubljanskem klubu, ne, jazz klubu, kjer bi bilo 50 odličnih ljudi in bi se malo smejali in se imeli fino. Kakega bi spili? Kaj bi spili? Pesmi. Ja, in sem jaz na založbi rekel, knjiga je šla, ne vem, zgodaj februara, to se pa naj zgodi ta dogodek za božjo voljo 1 mesec kasneje, ker kaj mi gre na jetra je to, veš, da prije knjiga ven in da se začne bolj promovirati, ne. Oprostite vsi na založbi, ne, takoj, isti sekundi, ne. In je pol bilo srečno naključje, da se je Beletrina ukvarjala vmes s fabulo in da je kolesar živel neko svojo nepromovirano življenje. In meni bilo grozno všeč, ker je moja teza, naj se knjiga, to sem govoril vsem okolje, naj se knjiga razširi med bralci kot virus, ne. In ni bilo še nobenega virusa, ne? In se virus razširil, knjiga se pa ne more, ker je ne moreš kupiti, ne? Zdaj moramo, po nareku naložbe, zdaj bova en medklic naredila, kje se lahko ta knjiga v tem trenutku kupi in bo kar se da hitro dostavljena pred vaši duri na varen način. Po moje prek spletne strani, ne? Prek spletne strani Beletrinine, s tem, da ko me kličejo ljudje, za božjo voljo ne stisniti opcije plačilo po povzemu, ker poštarje ne vidijo radi, da se jih dotikaš v teh dnevih, ne? PayPal ali tale kartica, ne? Kreditna. Tako da to je, mislim, da prva taka v bistvu virtualna internetna knjiga, ne? In lahko jo kupiš tudi na Biblusu kot e-knjigo. Aha, obstaja tudi knjiga. Kolesarje. Bog pomagaj, takle imamo. Marko je izginil, skratka knjigo dobite na spletni strani. Knjigo vam toplo priporočam, ker se bere vsaj tako dobro kot najbolj uspešne slovenske kriminalke v tem trenutku. Je pa noter še ena QR koda na strani. Marko, sta nazaj. Evo, ja, ne vem. Jaz sem začel že z EPP-jem vmes. Res, ali kaj? Aha. Ja, sem si dal jingle za reklame in začel oglaševati, kje se to lahko kupi. Da je noter še neka QR koda. QR koda. Strani 74 ali 72, čak da pogledam. Nimam očal. Jaz jih pa imam.
No, skratka, ne na 74, ne na 72, pač nekje. Ja, veš, kaj je hec, ne? Ena izmed teh momentov v romanu je tudi neka tehnološka zadeva, gre za eno črtno kodo in neke take zgodbe, in smo pol prišli na genialno idejo, da zagotovo bo nekdo, ki bo videl QR kodo v knjigi, ki jo bo škljocno s fotoaparatom, ne? In pol, jaz je nisem, ne? Ne, mislim, mi smo analogna generacija, ne? Analogna generacija, tudi nisem na to. Ja, in sem polno teh haklecov je posajenih po knjigi, zato ker mi je nekoč ena knjižničarka dejala, da dobivajo nazaj kriminalke. Dobivajo nazaj kriminalke z opaskami bralcev, s svinčnikom, vljudno napisano, kje dejstva ne štimajo. Ne? Jaz sem ta dejstva zelo, zelo, zelo preverjal, prav fanatično, in sem tudi par haklecov še takih. Recimo, nekdo me vpraša, kdaj se pa ta tvoj roman dogaja, ne? In mu rečem, natančno piše v knjigi, kdaj. Ampak nikjer ni datuma zapisanega in letnice, ampak z nekaj prave kriminalistične dedukcije se do tega datuma da priti. Všeč mi je tudi policijski inšpektor. Petek je odličen. Moj oče je bil kriminalistični inšpektor, oziroma, kako se je temu reklo, kriminalistični tehnik na oddelku krim tehnike uprave za UJV, uprava javne varnosti Maribor. Ni bil hec. In vsi ti ljudje so nekako prihajali v našo hišo, sploh zato, ker Svečina, kjer živim, je bila nekaj časa, po moje, kar vodilna po številu umorov na število prebivalcev. Ne. Vsake toliko smo našli nekje neko truplo. Ne. In so pol ti ljudje prihajali tako ali drugače v našo hišo. In to so bili oni stari policaji, zato sem tudi to dal napram tem novim, ne, ki, a veš, vedno se en Renault Laguna pojavi in ti novi kriminalisti nosijo neke škatle od tega Renaulta nesrečnega. Ne. To so bili oni, ne. Ker so začeli kot vozniki marice, so te dali v kareto, pa so te pelali par krogov, ne. In sem hotel, to pa je namen, sem hotel en omaž tem policajem starega kova narediti znotraj tega inšpektorja Petka, ne. Čvrsti mož stare šole z občasnimi zdrsi, tam je genialna, zdrs. Tudi sam sem jo zdaj začel v svojem življenju uporabljati. Tako, zdrs. Ja, uporabljaš besedo ali uporabljaš zdrse? Oboje. Uporabljam besedo za občasne zdrse, ki se mi zgodijo. Za občasne zdrse, ja. Marko, spoiler alert, ne nadaljujejo v tej smeri. Daj mi boj, si kdaj razmišljal spet v kontekstu koronavirusa, da opisuje svet in vrednote in situacije, ki jih mogoče ne bo več v kontekstu vseh teh pogovalcev v prihodnjih utopij in distopij. Ne. Svet se bo z velikim veseljem sekundi postavil na noge po tej koronavirusu. Sicer to ni zdaj, to je zdaj že bolj zapis iz močvirja oziroma tvoj toplovod sistema, ampak ne, 1000 let civilizacije in določenih bivalskih vzorcev ne moreš uničiti z 2-mesečnim dopustom. Ne, absolutno ne. Svet bo šel v sekundi nazaj, avtomobili se bodo začeli prodajati, nafta bo začela teči, posvenjali bomo planet. Je krasna priložnost, kot se reče, ne? Kaj se bomo naučili dobrega iz slabega, ne? To je ta biblični izrek. Je krasna priložnost, ki je seveda ne bomo izkoristili. Marko, mogoče še čisto zadnjo, ne? Kljub, bom rekel, odlično, precizno in natančno napisani mojstrski kriminalki lokalnega prediha, mešanci fiktivnega in faktičnega, je pa ena velika napaka, se mi zdi, ne?
Nas gleda brez ovitka, ko zbrana dela. Ja, ovitek sem pospravil, da mi ga tam malo začaj in pozabil kam. Vedno dogaja. Ne omogoča nadaljevanja. Ne, to je to. Ne, seveda. A misliš, da se mi ljubi? Mislim, zakaj že? Ne? Zato, kaj? Ne. Je to, ne boš romanesknemu prvencu dodal? Seveda te mika, ne? Ampak veš, vsaka ideja, ki jo dobiš, je slaba, ne? To so ti filtri, ki jih imamo, ne? Ne vem. Če me bo vrgli z radija, pa imel res zelo dosti cajta mogoče, no. Drugače pa to, veš kaj je hec, ne? Kot sem že prej rekel, jaz sem profi pisatelj, ne? Čeprav ne pišem romanov, ne? In pol pišeš zapise z močvirja, pišeš, reče, zdaj sem pa to službo nehal, ne? Kaj bi delal kot hobi? Dajmo malo pisati roman, ne? A veš, en moj friend Trobentač je rekel, nikoli ne smeš dovoliti, da ti služba postane hobi, ne? Se mi zdi zelo pametno zadeva, pisanje romana je pa natančno to, ne? Moj poklic sem opravljal kot hobi, ne? Zakaj mi nisi tega povedal, preden sem se začel poklicno ukvarjati z gorskim kolesarstvom? Ja. Ne potrebujem ga več, bom rekel. Ja. Ok, Marko. Kak je tvoj hotel? Gorsko-kolesarski stoji? Stoji, prazen. Lahko bi Shining snemal noter. Ja. Čakaš na gorske kolesarje ali notranje pohištvo? Ne, čakam na, kako se že reče, na razukrepanje. Ok. Poslušaj, kraj so pa noro lepi tam. Ja, prideš s Hondo. Idem. Kak je Honda? Honda, najbolj črna, najbolj bionda, samo da je Honda. Marko, pridem s gorskim kolesom. Prideš? Pridem. Marko, najlepša hvala za tole unikatno izkušnjo knjižne promocije, kar sem jo kdaj doživel. Mislim, da knjižne promocije tudi. Rad sem te prebral, te pozdrav v Svečino. Pozdrav v Ljubljano. Pod goro. Napiši ti nekaj. Čau. Ne upam. Čau. Beletrina v živo.